Pozdravljeni, jaz sem Lucija Tacer, študentka prava in letos mladinska delegatka pri OZN za Slovenijo. Migracije so do zdaj neka rdeča nit v mojem življenju. Ko sem bila stara 9 let, smo se prvič preselili iz Slovenije v Združene države Amerike, kjer sem se naučila jezik in dokončala 2 razreda osnovne šole. Potem smo se ponovno vrnili v Slovenijo in čez nekaj let spet preselili v Združene države. Tam sem dokončala srednjo šolo in študij na 1. stopnji, zdaj sem se pa vrnila v Slovenijo in študiram na pravni fakulteti. Mislim, da migracije drugače vplivajo zagotovo nate kot otroka, v primerjavi s tem, če migriraš kot odrasla oseba. In verjamem, da še posebej v mojem primeru je to bilo zato, ker kot otrok nekako ne zaznavaš neposredno tistih ekonomskih mogoče prednosti ali pa kariernih prednosti, ki jih ima lahko taka selitev za tvoje starše. Naprimer, jaz sem se 2-krat selila kot otrok in mislim, da prvič še posebej moja glavna skrb so seveda bili prijatelji in neko varno, ljubeče okolje. Spomnim se, da pri prvi selitvi, to je bilo prvič, ko smo šli ven iz Slovenije za več kot kakšen teden in ne na počitnice, si jaz v bistvu nisem dobro predstavljala, kam sploh gremo. Vem, da nisem mogla zapomniti, ali gremo v Nemčijo ali gremo v Ameriko. Preselili smo se v Dallas, Texas, zato ker je moja mama dobila zaposlitev tam kot raziskovalka. Jaz zdaj v bistvu sploh ne vem, čez katere vse probleme sta šla moja starša, da sta nam uredila življenje tam. Jaz sem zelo kmalu začela obiskovati osnovno šolo, v bistvu smo prišli avgusta in v ZDA večinoma začenjajo osnovne šole prej že, tako začetek avgusta, tako da sem jaz v bistvu že zamudila nekaj tednov, ampak so me vzeli v razred za učence, ki se učijo še angleščino, in v mojem razredu so bili, mislim, da sami korejski učenci, ena Japonka za nekaj časa pa jaz. Tako da je bilo zelo kulturno raznoliko zame. Tisti čas, moram reči, mislim, da je bil najtežji v mojih izkušnjah z migracijo, zaradi tega, ker nisem znala jezika in to je zagotovo, mislim, da lahko razumemo ogromna ovira, da se socializiraš v okolju, da se navadiš, ampak na srečo sem bila še zelo mlada in sem se tudi najbrž posledično hitreje učila, ker sem se potem v kakšnih parih mesecih naučila že kar tekoče govoriti, tako da sem lahko dobro sedela v šoli in se tudi pogovarjala s sošolci, ampak spomnim se, da na začetku res nisem nič znala, komaj da sem znala vprašati, če grem lahko na WC, in potem sem za nazaj gledala svoje učne liste in kako sem to reševala in je bilo vse narobe. V tistih prvih mesecih se spomnim, da mi je bila ena največja želja, če bi prišla moja najboljša prijateljica. To se mi je zdelo največje veselje možno. Potem mi je pa rekel en družinski prijatelj, počakaj še malo, da se boš navadila in potem, ko boste šli, se boš jokala. In to je bilo res. Ko smo prišli nazaj, se spomnim, da sem res bila nekaj časa zelo vesela. Dejstvo je, da je lažje biti v okolju, kjer poznaš ljudi dlje časa, ne, in se lahko zaradi tega tudi bolj zaneseš na njih. Moram pa reči, da kljub temu, da smo takrat prvič prišli v ZDA in nismo poznali nikogar, smo v tistem času dobili kar nekaj družinskih prijateljev, ki so v bistvu nam zelo blizu in zdaj že kot ena druga družina tam. Skratka, nekaj časa potem v osnovni šoli smo bili v Sloveniji do konca 9. razreda. Jaz sem se imela kar fino, čeprav, kot sem prej omenila, to so ta leta odraščanja, kjer začneš potem že malo bolj se zanimati za mogoče kariero, ne vem,
razumeti mogoče migracije na drug način, ker ti ni več edina stvar, ki ti je pomembna, neko varno okolje in prijatelji, čeprav je to še vedno ključno. No, in sem pod vplivi medijev in interneta postala spet ponovno zelo navdušena nad Združenimi državami in sem si v bistvu želela iti nazaj. Zdaj se mi je, da je tam več priložnosti zame, da so boljše fakultete, ne vem, kje sem dobila te informacije. Mami je potem v bistvu spet dobila službo tam in smo se odločili, da gremo ponovno. Tudi oče ni bil proti, ker je tokrat že imel licenco in smo že malo bolj razumeli, kakšen je sistem in kako si urediti stvari. Tako da moram reči, da ta druga izkušnja je zagotovo bila zelo drugačna. Ker smo, še posebej zato, ker smo šli v isto državo in smo že malo bolj razumeli, kaj se dogaja, kakšna je malo kultura in take stvari. Tako da pa jezik smo znali vsi, kar je velika prednost in sem tudi prej omenila. Ampak vseeno je pa tokrat tudi seveda sledilo presenečenje in pač potrdilo, da ni vse tako, kot je v filmih. Prijateljstva in eno tako spodbudno okolje je po mojem predpogoj za srečo, ki ga velikokrat ne cenimo dovolj. In jaz ga zagotovo takrat nisem, od takrat naprej pa vedno zgleda, da se iz vsake izkušnje nekaj naučiš. Ampak ja, tisti prvi meseci niso bili tako super, kot sem jaz pričakovala. Ravno zaradi tega, ker je težko imeti energijo, da vlagaš v stvari, ki te zanimajo, da delaš na svojih hobijih, interesih, če nimaš prijateljev in če nimaš takega okolja. Drugič smo ostali v Združenih državah veliko dlje. Mislim, da sem jaz bila vse skupaj okoli 6 let. In tokrat sem se pač res zelo integrirala, zelo navadila, dobila prijatelje, se vpeljala v sistem, iz srednje šole prijavila na faks in tako dalje. Sem se pa tudi zelo veliko naučila. Tukaj zagotovo vidiš posledice na sebi, ko odraščaš v enem zelo homogenem okolju, kot je bila Slovenija. Velikokrat ne razumeš, in tudi jaz nisem, da so določene stvari, ki jih rečeš, drugim žaljive. In da je pomembno, da preden govoriš stvari, se na določen način opredeliš, da pomisliš, kako to vpliva na ljudi, ki imajo mogoče drugačno ozadje kot ti, ki imajo mogoče drugačno kulturo, in da to vzameš in se iz tega nekaj naučiš. Ker jaz sem na začetku zagotovo imela kar nekaj takih neprijetnih situacij, kjer sem rekla stvari, na katere nisem ponosna danes. Ampak sem na srečo bila v nekem okolju, kjer smo vsem bili prijatelji in smo si take stvari lahko povedali in iz njih v bistvu zrasli. Tako da za to izkušnjo sem zelo hvaležna. Čez nekaj časa sem prišla na faks, na katerega sem si želela priti, in tam sem se potem začela usmerjati v politologijo. Zanimalo me je pravo, delovanje države in počasi sem začela ugotavljati, da me vleče nazaj v Slovenijo in da bi se mi zdelo pomembno te stvari naučiti v kontekstu Slovenije, v kontekstu naše zgodovine. In zato sem tudi zdaj pristala, kjer sem, na pravni fakulteti. Ampak ja, takrat sem ponovno začela več razmišljati o tem, da ko si migrant, si vedno drugačen, vedno si malo čuden. In to je lahko velikokrat zelo lepo. Včasih je pa lahko tudi malo neprijetno. Ali pa celo žalostno in tega mogoče kakšni ljudje, ki so iz tam in se jim ti pač to zanimivo ali smešno, ne občutijo. Ampak ko si ti tisti, o katerem je hecno, pa ko si ti tisti, ki je drugačen in ne spada zraven, je težje. Tako da to sem si zagotovo zapomnila tudi za naprej. In ko sem jaz v tej večinski skupini v Sloveniji,
poskušam biti bolj obzirna do tistih, ki prihajajo iz tujine in pač imajo drugačne izkušnje, ampak je pomembno, da smo spoštljivi do njih. Izkušnja z migracijami mi je zagotovo spremenila življenje in moj pogled na svet in pa me tudi navdušila za to pot, na kateri sem zdaj in pozicijo tudi mladinske delegatke, v okviru katere poskušam mladim v Sloveniji predstaviti delo OZN. In to na en način v bistvu pomeni predstaviti nekaj, kar nam je vsem skupnega. Skupna agenda vseh držav. In prav ta namen, katerega že ponavljam malo, o tem, da kljub temu, da smo vsi različni, da imamo različne običaje, kulture, da izgledamo drugače, imamo veliko vsebinskih ciljev, ki so nam skupni in ki so nam vsem pomembni tudi za prihodnost življenja na našem planetu. Tako da mislim, da z migracijami, z spoznavanjem drugih kultur, vedno bolj pridemo do tega zaključka, da tiste stvari, ki so res temeljne in pomembne za nas, so nam velikokrat skupne.